Razvojna zadruga E3, ki bo spregovorila, kako spreminjati vaše prehranske navade na delovnem mestu in kako z lokalno dobro hrano povečati delovno učinkovitost. Alenka, izvoli. Ja, dober dan, Lenka Puh. Torej, mogoče bi začela svojo predstavitev iz iztočnic, ki sem jih danes slišala pri svojih predhodnikih. Glede na Tomaževo predstavitev, če se spomnite, spadamo mi že v 4. fazo, se pravi, mi smo antifrustracija, se pravi, mi že kot socialna podjetniška skupnost te stvari, kako pridelave hrane, spreminjamo v posel, ki pomaga spreminjati navade pri ljudeh, s poudarkom res na delovnih mestih, vendar to iz razloga, namreč naš veliki zadružnik je Jazon d.o.o., ki je oskrbovalec pisarn že 25 let in seveda smo logistično kot zelena oskrba tam našim kupcem dosti bližje in seveda, ko smo razmišljali o tem, na kakšen način prispevati v družbi tisti ključni premik, smo seveda ugotovili, da je na delovnem mestu odgovornost nas posameznikov in pa delodajalcev tista, ki v tistem časovnici, ki je v predhodni govoru predstavlja kljub vsemu kar dosti dolg čas, se pravi celih 8 ur. V naši E3 družini, sam kot podatek bi še povedala, da nas je v tem trenutku v 5 pravnih osebah pa zaposlenih 63 ljudi in smo glasniki boljše hrane v tisti točki posel, ker pač mi se s temi storitvami in aktivnostmi preživljamo. To prezentacijo E3 točka, ki je v bistvu samo ena od teh naših storitev, sta pomagala oziroma pripravila moja 2 sodelavca, ki ste jih verjetno srečali že v zunaj na stojnici in na tej E3 točki oziroma za 100 E3 točko vas bomo probali zbuditi, kako preprosto je spremeniti določeno navado, če tisto, kar ponavadi doma nimamo časa opraviti zjutraj, preden gremo v službo, enostavno opravimo na delovnem mestu. Namreč prehranjevalne navade Slovencev so slabe. Se pravi, realno sami vplivamo na to, da imamo zdravstvene probleme, ker pač zjutraj ne zajtrkujemo, odrasli in mladostniki, ker je pač toliko in toliko procentov predebelih ljudi in realno je več kot polovica ljudi s čezmerno težo. Seveda tudi bolniška odsotnost je med Slovenci zelo visoka, 5% delovno aktivnih prebivalcev vsak dan ni na svojem delu, kar pomeni, da morajo ostali zaposleni to delo opraviti na mesto njih. Te so potem seveda preobremenjeni in je to ta riziko večkraten. Se pravi, ni samo problem, da te ljudje manjkajo, problem je tudi tisti, kateri morajo v bistvu delati več. To seveda se da poslovno oceniti v stroških, 400 milijonov evrov so stroški zdravstvenega absentizma v naši državi, kar seveda pomeni ne samo zdravila in zdravstvena blagajna, ampak tudi strošek na podjetjih in na državi. Zato pravimo, da je treba to zagrabiti bika za roge, se pravi pomen zajtrka je treba spremeniti v prihranek na vseh 3 področjih. Začnimo pri posamezniku. Posameznik, ki zajtrkuje, je bolj aktiven in ustvarjalen v svojem življenju, ima boljše zdravje in ima iz tega razloga tudi boljšo kakovost življenja. Pomen zajtrka v bistvu je zadovoljstva delodajalca, čisto preprost, bolj zadovoljni zaposleni, so bolj ustvarjalni, obstaja manjša fluktuacija zaposlenih, manj bolniških, ker bolniška je kljub vsemu strošek in na koncu koncev je produktivnost v podjetju večja. Zadovoljstvo družbe oziroma pomen zajtrka, zdaj glede na to, da smo začeli prvo slovenskim zajtrkom po osnovnih šolah, bi bilo treba začeti z zajtrkom po podjetjih. Dober državljan, zdrav državljan, večja produktivnost, večji družben dohodek, nižji stroški vseh teh državnih blagajn, katerih smo se dotaknili, ker je krajša bolniška, manj zdravil, daljša aktivna delovna doba in seveda boljše zdravje v starosti.
Seveda, zdaj pridemo pa do tega, kako na delovnem mestu jesti ta zajtrk. Zelo preprosto. Mi smo v našem podjetju to sprobali, namesto kave in čaja smo imeli pač vedno dostopen jogurt, cornflakes in še kakšne druge manjše prigrizke in kar naenkrat smo vedno v večjem številu zajtrkovali na delovnem mestu in seveda med sabo takrat klepetali, bili smo motivirani, izmenjevali smo si ideje in seveda ta storilnost je bila boljša, ker pač zajtrk je prvi obrok dneva in če ješ prvič šele, ko je malica, postaneš po malici zaspan. Seveda, da pa to spremenimo v storitev, ki jo prodajamo našim naročnikom, je bo treba pa poiskati konkretne številke, te smo najdeli na Švedskem, konkretna podjetja, ki so znala zmeriti, kaj pomeni preventiva za zdravje na delovnem mestu in kaj pomeni v bistvu prav na tem področju tudi zdrav zajtrk. To podjetje je v tem projektu preventive za zdravje na delovnem mestu zelo konkretno zmanjšalo strošek bolniških za 80%, se pravi ne 2%, ampak za 80%. Iz tega vam je v bistvu na koncu prišel prihranek pri podjetju s 33 pa zaposlenimi 20.000 evrov na letnem nivoju. To, kdorkoli se mečka na številke spozna, ve, da je to zelo velika številka in če seveda to številko spremenimo v jabolka, cornflakes, jogurt za 33 pa zaposlenih na delovnem mestu, lahko zračunamo, da se vsakmu delodajalcu v ta trenutek splača ponuditi svojim zaposlenim brezplačen zajtrk na delovnem mestu. To, da pa to tak delodajalec, ki se to odloči, naredi, mu pomagamo lahko mi. Vzuni ste tudi videli en prototip E3 točke, lahko vam postavimo točno tako E3 točko v vašem delovnem okolju, na njo lahko odložite svojo hrano od doma, tisti, ki imate kakšne viške iz vrtov, namesto da greste na zelenjado, lahko prinesete to v službo, sploh sadje. Seveda je tako zajtrkovanje v večjih kolektivih treba tudi pravilno organizirati, zato da je higiensko, da je pač primerno in da se nekako poskrbi, da res čim večje število zaposlenih, če ne že vsi, koristijo to E3 točko. Ta točka seveda ni namenjena samo hrani, na njej lahko obveščate svoje sodelavce tudi v določenih priložnostih za gibanje, v prostem času, za gibanje tudi med delovnim časom in na nek način je lahko ta točka tudi druženje ob konkretnih poslovnih sestankih, saj se ve, da tisti stres, namesto da piješ veliko kave, čaja, lahko zraven rajš ješ kaj zdravega. To, prej. Ob tem, da E3 točka prinese to dobro počutje pa zaposlenih, ko jim počasi z našo strokovno pomočjo pomagamo spremeniti navade, prinaša tudi nakup z namenom. Namreč, če se podjetje odloči, da to točko oskrbujemo mi, poskrbimo, da je na tej točki čim več lokalno pridelane hrane in da se preko tega tudi ustvarjajo delovna mesta za ranljive skupine ljudi v naši družbi. Seveda ob tem tudi to podjetje dvigne svoj ugled, se poveže z svojo lokalno skupnostjo in podpre pridelovalce slovenske hrane. Da zaključim bi mogoče povedala samo še to, da ko sem poslušala mojo predhodnico, ugotovila, da sem in predhodnico, da je bila naša E3 skupnost prisotna na drugi zelenjadi z mojo štacuno iz Gorice, kateri smo bili botri v razvoju v projektu Reinovator, tako da v bistvu so te projekti res med sabo prepleteni od njihovega čistega začetka. Poleg tega smo v naši skupnosti tudi podjetje Ponot, ki je tudi glasnik dobre hrane zaradi novih inovativnih procesov pri delave. To pomeni, da je naša antifrustracija, o kateri je govoril pa Tomaž, inoviranje novih poslovnih poti sodelovanja za zdravo, polno vključujočo družbo. Se pravi, naše glavno sporočilo je z invalidi doma in invalidov. Vsa delovna mesta, ki jih ustvarjamo mi, so namreč pa namenjena tistim, ki so drugače izključeni iz trga dela. In seveda ta pogled na našo družbo
o kateri so govorili predhodniki v mogoče drugačnem pa jeziku, je pač ta, da ta aktivacija vsakega posameznika se lahko tudi meri v tonah. Ne. Če pač seveda se veliko vrže hrane stran, ne, mi smo tudi del tega projekta Volk sit in koza cela, pač pomisliš, kako lahko to priložnost izkoristiš za to, da opravljaš določeno delo, ki da tebi seveda osnovni vir preživetja, vendar istočasno zmanjšuješ odpadke v družbi. Mi bomo danes predlagali naslednjega glasnika boljše hrane, kateremu smo mi podarili naše viške, ker smo mi imeli viške lansko leto na naši njivi. Por ni bil preveč lep za v trgovino, potem krompir je bil kakšen presekan, ker smo ga težko ven kopali, ker je bil tak dež. Pa repa, ne vem, mislim, da je tudi repa prišla do tja, se pravi tisto, kar mi nismo uspeli prodati na trgu in sami pojesti, smo podarili naprej, iz te hrane se je skuhal obrok za ljudi, ki so ga rabili. Hvala lepa.